Več glav, več ve. Pozdravljeni, ponovno sva z vami Maja In Lana. Dve glavi iz projekta Zdrav duh v zdravi glavi, Sinapse Slovenskega društva za nevroznanost. Tema današnje epizode je gibanje. Zakaj? Zato, ker je ključna sestavina zdravega življenjskega sloga in skozi pogovor bova poskušali nasloviti koristne učinke gibanja, trenutna priporočila za vključitev gibanja v vsak dan. Nekaj bova povedali o znanih mehanizmih koristi gibanja za zdravje nasploh in zdravje možganov. Spregovorili bova pa tudi o potencialnih škodljivih učinkih pretiravanja za telesno dejavnostjo, zato ker se vedno znova srečujeva tudi z vprašanji te vrste pri kolegih in znancih. Današnji nevropojmovnik bo posvečen razlagi pojma, ki je vsebinska os projekta Zdrav duh v zdravi glavi, zdravje možganov. V možganovicah pa bomo pogledali, kaj se dogaja na področju zakonodaje, ki naj postavi formalne okvirje in zagotovi poti za izboljšanje zdravja možganov v svetu, Evropi in v Sloveniji. Namig pri nas zaenkrat še ne prav dosti. Dodali pa bomo še eno prednapoved razkritja nečesa, kar mora ta hip postati še skrito. Nazadnje pa v rubriki Nekaj za spomin dodajava še popotnico za tiste, ki se še spopadate z ovirami pri uvedbi telesne dejavnosti v svoj vsakdan. Lana, a si ti sprejela kakšno novoletno zaobljubo glede izboljšanja gibanja ali kakšnih drugih aspektov zdravega življenja? Ne, pravzaprav ne, ker po približno enem mesecu radikalna sprememba življenjskega sloga običajno izzveni oziroma se izpoje zaradi tega, ker pač je enostavno težko vzdrževati korenite spremembe, ki močno posegajo v navade in to, kako si živel, preden si zadal določeno novoletno zaobljubo. Rešitev, ki jo poskušam dosledno izvajati sama, je to, da pač je gibanje del moje vsakodnevne rutine. Zjutraj, kot prvo stvar, ko vstanem iz postelje, spravim delati par vaj za moč in za raztezanje. Če se le da, se vozim s kolesom, saj je ta način transportiranja v mestu precej hitrejši in ugodnejši od vožnje z avtom, pa tudi hitrejši od pešačenja. Ja, tudi sama pravzaprav namesto nekih novoletnih zaobljub prilagajam vsakodnevno dejavnost in to, koliko je gibanja v mojem vsakdanu, dejanskemu stanju lastnega počutja in drugim okoliščinam, ki mi diktirajo življenjski tempo. Ampak skoraj vedno najdem nekaj časa za to, da v trenutkih, ko se nič drugega ne dogaja ali takrat, ko razmišljam o nalogah, ki jih imam, vključim neko obliko gibanja v čas, ki bi bil sicer lahko preživet povsem pri miru in sede. In ravno tako kot ti, uživam v tem, da mi vožnja s kolesom omogoča doseg vseh delovišč in točk, na katerih lahko opravim vse ostale dele svojega vsakodnevnega življenja. Tako da pravzaprav niti ni potrebe po dramatičnih, velikih ukrepih, kvečjemu potem, da morda še tu in tam, takrat, kadar čas to dopušča, naredim več z držema in da recimo ob vikendih opravim kakšno daljšo turo. To pogosto celo počneva skupaj. Ja, tudi zato, ker je zares lepše v družbi početi marsikaj. Za telesno aktivnost pa je spodbuda, ki ti jo ponuja nekdo, ki ob tebi izvaja podobno dejavnost kot ti, lahko izvrstna dodatna motivacija. Pa ne samo motivacija, izkaže se, kot sva tudi sami imeli nedolgo nazaj zaradi različnih bolečinskih stanj priložnost spoznati iz prve roke, da je gibanje v mejah zmožnosti in seveda ne več, kot je
združljivo z dobrim počutjem, odličen način za blaženje bolečin. Tudi do tega bomo še prišli v nadaljevanju današnje epizode. Kakšni pa so pravzaprav učinki gibanja na splošno zdravje? Zakaj je gibanje priporočljivo za ohranjanje in krepitev zdravja? Številne raziskave, marsikatero izmed njih povzemamo tudi na našem spletišču, izkazujejo, da ima gibanje ugodne učinke na presnovno in srčno-žilno zdravje in posledično tudi seveda na zdravje možganov. Specifične raziskave, ki preverjajo učinke gibanja na zdravje možganov, ena izmed njih vsaj, pa je pokazala kaj? Govoriš predvsem o tej majhni raziskavi, ki je preverjala, kako lahko pri odraslih, zdravih ljudeh v dnevu, ki sledi nadpovprečno izraziti telesni dejavnosti, še vedno izmerimo ugodne učinke te telesne dejavnosti na kognitivne funkcije. Raziskovalci so v tej relativno majhni raziskavi ugotovili, da se dejansko delovni spomin, epizodični spomin še dan po taki nadpovprečno intenzivni telesni dejavnosti pri ljudeh v tej raziskavi pomembno izboljša, glede na njihove vstopne rezultate na podobnih testih. Še toliko boljši izid pa je bil pri tistih, ki so poleg povečane telesne dejavnosti beležili tudi več kot 6 ur kakovostnega spanca. Kar govori v prid splošnim principom zdravega življenjskega sloga, ki vključuje poleg telesne dejavnosti tudi ustrezen spanec, zdrav način prehranjevanja, umovadbo in koristno izrabo prostega časa. Kaj pa mehanizmi koristi redne telesne vadbe na dolgi rok, kar se tiče zdravja možganov? Ja, teh raziskav je v zadnjem času vse več in kažejo na dolgoročne koristi gibanja, ki jih mnogi povezujejo z konceptom tako imenovane kognitivne rezerve. Da torej neposredni ugodni učinki gibanja na zdravje možganov in tudi vsi posredni učinki telesne dejavnosti na kardiometabolno in kardiorespiratorno zdravje, ki posredno prispevajo k zdravju možganov, lahko vzdržujejo kognitivno rezervo tudi v pozno starost in manjšajo verjetnost za nastanek bolezni, kot je na primer bolezenski upad kognitivnih funkcij ali demenca. Nedavna raziskava na dokaj velikem vzorcu posameznikov iz biobanke Združenega kraljestva je pokazala, da ljudje, ki so v srednjem življenjskem obdobju in starosti nadpovprečno telesno aktivni, imajo pomembno zmanjšano tveganje za nastanek demence. Gre za eno raziskavo, gre za vzorec, ki je vzet zgolj iz Združenega kraljestva in gre tudi za izbor preiskovancev, ki so bili zdravi. Zato je pač od zaključkih te posamezne raziskave težko sklepati, ampak so skladni z mnogimi drugimi izsledki, ki govorijo o tem tudi v kontekstu metaanalitskih pristopov in sistematičnih pregledov literature, da je ustrezna telesna dejavnost eden izmed pomembnih dejavnikov, ki manjšajo verjetnost za razvoj demence. Za vse, ki bi jih zanimalo pogledati originalne vire, bomo podatke o raziskavah, ki jih navajava v teh naših pogovorih, dodali v transkript tega pogovora, tako, ki je dostopen na spletišču zdravaglava.si pod posnetkom epizode. In če sva morda nekoliko bolj konkretni in pomagava poslušalcem tudi dobiti vtis o tem, kaj priporočajo strokovna združenja in Svetovna zdravstvena organizacija. Svetovna zdravstvena organizacija je ravno na temelju teh najbolj ažurnih krovnih pregledov literature o ugodnih učinkih telesne vadbe na zdravje leta 2020 izdala smernice o telesni dejavnosti in sedečem življenjskem slogu, ki za različne ciljne skupine, vključno z zdravimi odraslimi, mladostniki, starostniki, kroničnimi bolniki, nosečnicami in porodnicami, svetujejo, koliko in katero telesno dejavnost izvajati s ciljem zmanjšanja bremena različnih
presnovnih, srčno-žilnih in drugih bolezni, tudi raka. V grobem za zdrave odrasle velja, da naj bodo vsaj 150 minut zmerno ali vsaj 75 minut intenzivno, govorimo na tedenski ravni, telesno dejavni. Smiselno je dodati tudi vaje za moč in ravnotežje. Pri otrocih in mladostnikih velja, da naj bodo vsak dan v tednu vsaj 1 uro zmerno telesno dejavni in naj čim manj časa preživijo sede. Vsi. Pred zasloni. Tako. Kaj pa tista krilatica, da je potrebno na dan narediti 10.000 korakov? To slišim od vse povsod. In to je nekaj, k čemur mnogi vplivneži na medmrežju spodbujajo druge, zato ker menda tudi sami poskušajo vsak dan doseči 10.000 korakov. Je to res ideal? Ne, mislim, škodi najbrž ne, ampak čeprav vem, izhaja pravzaprav iz, kako že, poimenovanja naprave. Da, če to drži, pač nisva se mogli podati na raziskavo izvirnih dokumentov, zato ker pač so v japonščini, ampak na spletu je moč najti podatke o tem, da je pravzaprav 10.000 korakov povezanih z marketinško strategijo japonske firme, ki je nekje v 60. letih prejšnjega stoletja izdala enega prvih pedometrov, se pravi števcev korakov, in pravzaprav uporabila številko 10.000, zato ker je pismenka v japonščini za to številko videti kot človek, ki hodi. V resnici se izkaže, da vse gibanje je boljše kot nič. Kar zadeva količino, pa je tudi bistveno manj kot 10.000 že lahko povezano z merljivimi koristnimi učinki na zdravje in počutje posameznikov. Poleg tega je pomembno izpostaviti tudi to, da če telesno nepripravljen posameznik začne praktično iz mirovanja z 5-kilometrskim tekom, se bo naslednji dan precej slabo počutil in verjetno ne bo šel ponovno na kakšen tak podvig. Zato je smiselno telesno vadbo prilagoditi svojim zmožnostmi, zlagoma povečevati intenzivnost in količino in poiskati načine, kako v njej čim bolj uživati. Tudi o tem več nekoliko kasneje. Kaj pa torej protibolečinski učinki telesne vadbe? Kako lahko razložimo to? Raziskave govorijo o posrednih in neposrednih učinkih telesne dejavnosti na zaznavanje bolečin. Seveda so tudi razlike glede na to, ali se pogovarjamo o nekem daljšem obdobju ali o akutnih učinkih telesne dejavnosti na zaznavanje bolečin. Tudi pomembno je, ali gre za neko kronično bolečinsko stanje ali za eksperimentalno povzročeno bolečino. Ampak, če poskušam na kratko povedati bistvo, je ključna ugotovitev raznolikih raziskav, da akutni učinki telesne vadbe na prag za zaznavo bolečine kažejo, da se le-ta zviša, da so v to spremembo vključeni endogeni mediatorji v tako imenovanem sistemu za modulacijo nocicepcije in zaznave bolečine. To je veliko nekih strokovnih izrazov. Ja, gre torej za snovi, ki jih naše telo samo proizvaja in sprošča in delujejo v sinapsah, torej stikih med živčnimi celicami v naših možganih in prav v tistih povezavah, ki so udeležene v spreminjanju zaznave bolečine. Gre za torej akutne učinke na izločanje in učinkovanje teh protibolečinskih snovi, ki so telesu lastne. Gre pa tudi za tiste indirektne učinke čustvenega stanja, ki je ravno tako pod vplivom telesne dejavnosti. Vsi vemo, da razen takrat, ko pretiravamo, smo z telesno aktivnostjo, ki jo uspešno opravimo, ponavadi zadovoljni sami sabo, imamo občutek, da smo nekaj dosegli, da smo izboljšali svoje počutje in se po takem telesnem naporu, verjetno tudi zaradi čustvenega stanja, naše doživljanje morebitnih predhodno prisotnih bolečin spremeni. Z njimi se lažje spopadamo.
Kaj pa muskelfiber? Muskelfiber je lepa slovenska beseda za mišično utrujenost, ki je povezana z vadbo, o kateri zdaj pravzaprav nisva veliko govorili. Ni značilna za neko dalj trajajočo vzdržljivostno vadbo, pač pa predvsem z nekimi krajšimi eksplozivnimi napori, ki jih povezujemo predvsem z vajami za moč. Gre za učinke prehodnega zmanjšanja prekrvitve mišic, ki imajo posledice na delovanje posameznih mišičnih vlaken, na prepustnost njihove membrane, na tudi mikrotravme v mišicah, kar vse lahko sproži vnetje, ki sledi eni takšni močni mišični aktivnosti, in to vnetje značilno povezujemo potem z izkušnjo bolečine, ki sledi intenzivnim mišičnim naporom anaerobne vrste. Nedolgo nazaj se je v enem pogovoru s kolegi oglasil nekdo, ki je rekel, da pretiravamo z telesno dejavnostjo in da govorimo o samo ugodnih učinkih telesne vadbe. Medtem ko po lastnih izkušnjah lahko reče, da telesna dejavnost ni dobra za vse. Imaš kakšen komentar na to temo? Ja, mislim, načeloma tudi za telesno vadbo, tako kot za vse ostalo, kar je dobro, velja, da je lahko vsega dobrega kdaj tudi preveč. Konkretno ena izmed raziskav, ki smo jih že pred časom povzeli na našem spletišču, je pokazala, da vseživljenjsko treniranje vzdržljivostnih športov ni povezano z nižjo pojavnostjo aterosklerotičnih leg, torej zožitev koronarnih arterij, ki prehranjujejo srčno mišico, kot manj aktiven, a še vedno zdrav življenjski slog. Izkazalo se je, da ima v bistvu telesna dejavnost oziroma koristi zaradi telesne dejavnosti za zdravje obliko obrnjene črke J. Najslabše je, če ne delamo nič, ampak tudi vseživljenjsko treniranje vzdržljivostnih športov, kot je na primer maratonski tek, se ne izkazuje kot bistveno bolje v primerjavi z aktivnim, zmernim življenjskim slogom. Vzdržljivostni športniki predvsem so tudi nekoliko bolj od splošne populacije nagnjeni k motnjam srčnega ritma, ki je posledica remodelacije, torej preoblikovanja srčne mišice ob izvajanju tovrstne telesne dejavnosti v daljšem časovnem obdobju. Torej lahko pri njih nekoliko bolj pogosto kot sicer pride tudi do nenadnega srčnega zastoja, ki se lahko konča s smrtjo. To seveda ni mišljeno kot svarilo pred kakršnokoli telesno dejavnostjo, nasprotno, še vedno teža izsledkov kvečjemu podpira telesno dejavnost kot ukrep za izboljšanje kakovosti življenja in tudi dolžine pravzaprav. Drži. Raziskave govorijo tudi v prid določenim tveganjem za nastanek okvar možganov pri kontaktnih športih. Ponovno so tu bistveno bolj v ospredju profesionalni športniki, ki se ukvarjajo s športi, kot je na primer ameriški nogomet ali hokej, če izpustimo recimo najbolj očitne kontaktne športe, kot je na primer boks. Pri vseh teh športih prihaja do povečane verjetnosti za pretrese možganov, katerih učinki se čez čas nakopičijo in privedejo do sprememb, ki jih poznamo pod strokovnim imenom kronična travmatska encefalopatija. Povečuje se tveganje za motnje čustvovanja in za zgodnji razvoj demence in vse z temi bolezenskimi stanji povezane komplikacije in poslabšano kakovost življenja. Zato je seveda poleg tega, da velja večkrat tehtno premisliti, ali je smiselno izbrati recimo nek tak šport za mladega človeka, ki se odloča, kako naj preživi svojo življenjsko pot, smiselno tudi poiskati način za zaščito možganov. Ker ta verjetnost za nastanek pretresa možganov ni povezana zgolj s kontaktnimi športi, pač pa tudi z drugimi športnimi dejavnostmi, recimo s kolesarjenjem, s katerim se midve ukvarjava, je smiselno omeniti, da je koristno nošenje čelade, ki zmanjšuje verjetnost pretresa možganov in trajnih poškodb. Nevropojmovnik.
Tokrat v nevropojmovniku razlagamo besedno zvezo zdravje možganov. Svetovna zdravstvena organizacija ga opredeljuje kot pogoj za slehernikovo uresničitev lastnih sposobnosti in optimalno kognitivno, čustveno, psihično, vedenjsko spopadanje z vsakodnevnimi izzivi. Ne gre torej zgolj za odsotnost bolezni, pač pa za delovanje možganov, ki posamezniku omogoča optimalen razvoj, delovanje in počutje. V tem je zdravje možganov pravzaprav nadredni pojem duševnemu zdravju, ki je v Sloveniji že deležno posebnega zakona iz leta 2008 in tudi resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja iz leta 2018. Za zdravje možganov ta hip v slovenskem prostoru ne obstaja ne splošno sprejeta definicija, niti strategija ali kakšen akcijski načrt za njegovo izboljšanje. Seveda na zdravje možganov vpliva marsikaj, od dejavnikov, kot je recimo gensko tveganje za razvoj različnih bolezni, delovanje drugih organskih sistemov, naprimer srčno-žilnega sistema, prebavil, endokrinih žlez oziroma žlez z notranjim izločanjem in drugih organov, do bioloških, psiholoških in socialnih vplivov okolja, v katerem se nahajamo. Ključno sporočilo današnjega nevropojmovnika in tudi seveda našega spletišča zdravaglava.si in projekta Zdrav duh v zdravi glavi je, da na mnoge med temi dejavniki lahko pomembno vplivamo. Zato, da bi bili pri tem učinkoviti, je poleg znanja o tem, kaj je koristno in čemu se je bolje izogniti, smiselno razumeti tudi, zakaj je temu tako in zakaj se priporočila s časom tudi lahko spreminjajo. Za več informacij o tem vas zato ponovno vabiva k obisku spletišča zdravaglava.si, kjer poleg povzetkov aktualnih raziskav, opremljenih s terminološkim slovarčkom, ki pomeni, da se novi pojmi prikažejo z razlagami, kar verjetno vsakemu med nami lahko olajša branje, najdete tudi 2 prosto dostopni knjižici Zdravje možganov 1 in 2. V prvi povzemamo ugotovitve prve slovenske raziskave, ki je odstrla vpogled v laično poznavanje in uporabo znanstvenih spoznanj o možganih in skrbi za njihovo zdravje v Sloveniji, ter predstavlja enega izmed temeljnih razlogov za obstoj spletišča zdravaglava.si. V drugi pa je pravzaprav zbrano izboljšano nadaljevanje vsebine prve, saj gre za opis druge raziskave, ki smo jo izvedli v sodelovanju s Centrom za raziskovanje javnega mnenja Fakultete za družbene vede v Ljubljani. O zdravju možganov in o motnjah v delovanju možganov, ki jih lahko z spremembo dejavnikov življenjskega sloga preprečimo ali zmanjšamo verjetnost za njihov nastanek, pa smo spregovorili tudi na 2 simpozijih v okviru Sinapsinih mednarodnih nevroznanstvenih konferenc leta 2023 in 2021. In posnetki obeh simpozijev so dostopni v Sinapsini knjižnici na YouTube. Možganovice. Če ste v zadnjem času iskali informacije o delu društva Sinapsa in se zatekli na spletišče sinapsa.org, ste verjetno opazili, da napovedujemo prenovljeno spletišče, ki ga bomo razkrili v nekaj tednih. Veselimo se pravzaprav spremenjene podobe in obilice informacij, ki bo verjetno bolje kot doslej predstavljala bogate dejavnosti, ki se odvijajo pod okriljem društva, in toplo vas vabimo, da poiščete informacije o delu društva na istem naslovu čez nekaj tednov. Dodatna informacija, ki smo vam jo napovedali že na začetku epizode, je povezana z prizadevanji za spremembo zakonodaje in oblikovanjem strategije za izboljšanje zdravja možganov. Na tem področju je globalna skupnost doslej naredila več, kot smo naredili v Sloveniji, in v okviru Svetovne zdravstvene organizacije že 2 leti obstaja tako imenovan globalni medsektorski načrt, ki državam članicam in partnerskim organizacijam nalaga konkretne cilje
ki naj jih do leta 2031 uresničijo za izboljšanje splošnega zdravja možganov prebivalcev našega planeta. V Evropi se v duhu tovrstnega razmišljanja pripravljajo nove aktivnosti, ki bodo osredotočene na vse vidike izboljšanja izobraževanja, znanstvenega raziskovanja in podpori zgodnje diagnostike, terapije in rehabilitacije ljudi z motnjami v delovanju možganov. Slovenija pa je nekoliko na obrobju tega dogajanja in upamo, prizadevamo si tudi nevroznanstveniki pod okriljem Sinapse, da se bo država aktivno pridružila tem evropskim prizadevanjem, ki bodo verjetno omogočila tudi financiranje dejavnosti, ki lahko izboljšajo skrb za zdravje možganov na ravni Slovenije. Nekaj za spomin. Ker smo danes govorili o gibanju, je smiselno, da na koncu povzamemo tisto nekaj za spomin, kar lahko kot popotnico priporočiva vsem, ki si ta hip še niste upali podati na bolj aktivno pot uvajanja telesne dejavnosti v svoj vsakdan. Kako ga lahko lažje umestimo v svoj vsakdan? Tako, da si ne zastavljamo prevelikih, preambicioznih načrtov, ampak poiščemo možnost za več gibanja že v vsakodnevnih opravilih. Vsaka hoja po stopnicah je boljša kot pot z dvigalom. Vsaka pešpot ali kolesarjenje je boljše kot vožnja z avtomobilom. Ali eskirojem. Ali eskirojem. Vsako nošenje vrečk je lahko odlična vadba za moč, ki nam mimogrede lahko tudi olajša bodoče nošenje vrečk iz trgovine. Lahko pa nam seveda tudi izboljša splošno sposobnost spopadanja z izzivi v domačem okolju, ko je potrebno premakniti težke predmete in se dvigati recimo iz naslanjača, kadar smo se zasedeli. Načeloma velja, da smo ljudje socialna bitja, družabna bitja, zato je lahko za marsikoga redna rutina telesne dejavnosti nekoliko lažja, če je ne izvaja sam. In marsikatera oblika telesne dejavnosti pravzaprav tudi terja, da jo izvajamo v skupini. Lahko se lotimo nekega skupinskega športa, lahko poiščemo možnost za plesno dejavnost, o kateri bomo verjetno več spregovorili v eni izmed poznejših epizod letos, saj sva obe z Lano zapisani plesu. Pa tudi poiščemo ljudi, peščico njih, s katerimi si lahko olajšamo vključevanje telesne dejavnosti v svoj vsakdan. Ker je lahko tudi tekmovalnost eden izmed koristnih vzvodov za motivacijo. Pod črto, karkoli je sicer boljše kot nič, a vredno si je prizadevati za več gibanja, saj so koristi številne in ne samo za zdravje, ampak tudi za dobro počutje. In pri vsem tem ne pozabimo na varnost. Gibanje bo v prid počutju in zdravju samo, če bomo na koncu vsake telesne dejavnosti še vedno živi, zdravi in nepoškodovani. Toliko za to prvo epizodo. Hvala, da ste bili z nami in se slišimo naslednjič. Do naslednjega slišanja. Vse dobro. Podcast Več glav, več ve je del Sinapsinega projekta Zdrav duh v zdravi glavi, ki ga kot program krepitve in varovanja zdravja sofinancira Ministrstvo za zdravje. V okviru projekta promocije znanosti Možgani so zakon ga podpira tudi Javna agencija za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Če nas želite podpreti tudi vi, lahko na zdravaglavA.si /donacije, torej zdravaglavA.si/donacije, najdete informacije o možnosti neposrednega nakazila ali o odmeri dohodnine. Najlepša hvala.